Razmere za pisanje letošnje mature niso idealne, prav tako ne priprave nanjo, a kljub danim razmeram te potekajo dobro. Tako pravijo dijaki brežiške gimnazije, ki smo jih zmotili pri uri slovenščine. Zdaj so se začele bolj intenzivno, ko smo tudi s rednimi testi bolj kot ne zaključili. Priprave so malo drugačne zaradi dolge karantene, ampak najbrž bomo vseeno pripravljeni do datuma začetka mature. Mi smo v bistvu jemali normalno snov, zdaj pa, tako kot je že Ivana rekla, intenzivno ponavljamo. Naprimer pri matematiki imamo pa tudi za sproti že ponavljanje, pa tudi profesorica nam je zdaj za vsa vprašanja, ko smo imeli, pa če kaj nismo dobro obdelali, če kaj nismo razumeli, nam je še enkrat razložila, tako da jaz mislim, da je zdaj vse obrazloženo. Po mnenju profesorice za slovenščino so dijaki dobro pripravljeni. Bernardka Ravnikar ob tem poudari, da je matura izpit zadnjih 4 let in ne zadnjih 2 mesecev. Letos smo pa na začetku že naredili en plan, tako da smo še preden je maturitetna komisija rekla, da lahko izbirajo med obema romanoma, torej da vzamejo samo enega, vzeli oba. Tako da se bodo, mislim, da dobro pripravili, da lahko primerjajo tudi z drugim. Tudi sproti smo ponavljali, že pisali za vsa 4 leta slovnico, tudi pri književnosti, pri ustnem delu smo ponovili. Maturanti so letos v podobno kočljivem položaju kot lani. Ravnatelj gimnazije Brežice meni, da morda še nekoliko bolj. V 3. letniku so 2/3 šolskega leta opravili v šoli, zadnjo tretjino so se potem ponovno podali na pouk na daljavo. Tako da, če strnem, bodo skoraj da kar nekaj mesecev v 3. in 4. letniku upravili na daljavo. Glede na to pa, da smo se posebej za to šolsko leto posebej pripravili, kako izvajati pouk na daljavo in s tem omogočiti dijakom ne samo zaključnih letnikov pripravo na maturo, ampak tudi vsem ostalim, da lahko predelamo, osvojijo to znanje, ki ga nekako zahteva učni načrt, verjamem, da bodo uspešni. Prvo izpitno polo, esej iz materinščine, dijaki pišejo že 4. maja. Dan prej, 3. maja, so določili za dan šole. Gre za pouka prost dan, njegov namen pa je, da se lahko dijaki doma v miru pripravijo na pisni esej. V petek 23. aprila bo nekako zadnji dan pouka v mesecu aprilu, sledijo prvomajske počitnice, nekako dovolj časa, da se lahko tudi malo podajo v karanteno, da zmanjšajo te stike in da lahko potem vsi zdravi pridejo na pisanje tega eseja. V 4. letniku imajo v tem šolskem letu 79 dijakov v 4 oddelkih.